Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage gledalke in gledalci. Novo leto smo preživeli, zdaj pa novim zmagam naproti. Prvi ponedeljek v mesecu je čas, kot ste vajeni, za naše glasbene goste. Nocoj smo v studio povabili zanimiv ansambel Dorma Zeit. In dva člana ansambla pozdravljam ob sebi v studiu. Lenart Sušnik in Brigita Pogačnik. Pozdravljena. Vesel sem, da sta si vzela čas in prišla v naše kraje, da tudi mi spoznamo ansambel Dorma Zeit. Ste mlad kvintet s pevko, prihajate iz okolice Škofje Loke, iz Selške doline, da vas naše gledalke in gledalci to dobro spoznajo, pa bi vaju prosil, da se malo predstavite. Kdo ste člani ansambla Dorma Zeit in kako vlogo igra kdo izmed vas v ansamblu? Ja, ansambl Dorma Zeit smo, to se pravi 5 fantov, nas je eno dekle. Zdaj, ki začnem pri tebi? To je Brigita Pogačnik. Ona je pevka, violinistka, frajtonarco igra. Vse se znajde, no, marsikaj zna igrati, marsikaj zna narediti, tako da je zelo poglaviten del našega ansambla. Potem sem Lenart Sušnik, sem klarinetist, tudi kitarist ob priložnosti. Umetniški vodja ansambla, sestavlja komade, on je zaščiten znak našega ansambla in po podobi in po pečatu, ki jih pusti na lastnih skladbah, tako da je on res tisti prepoznaven član na vseh področjih. Malo moramo pokomentirati tale klobuk, je vaš zaščitni znak tole? Tako je, ja. Moj zaščitni znak nekako. Tle ven se usipajo ideje za komade, tako da. Dobro, dva člana smo torej že spoznali. No, potem imamo še harmonikaša Jaka Oblaka. Z njim skupaj so v bistvu ustanovna člana. Jaka špila harmoniko, kot sem že rekel, pa bobne tudi za zabavno glasbo, ne. Tako da potem je še Matej Kavčič na kitari, pa Blaž Šmit na bas kitari in še Miha Potočnik na trobenti in klaviaturah tudi. Če bi morali v nekaj povedih predstaviti svoje delovanje, kdo ste Dorma Zeit, kaj bi rekli? Začeli bi, da smo se nabrali res kdor je imel Zeit. Zato tudi tako ime, pač ime že skratka vse pove. Vse na začetku je. Potem smo pa bolj resno začeli delati, pa ni bilo več, da je prišel kdor je imel Zeit, ampak smo postali stalna ekipa. Ampak ime se nas je pa kar obdržalo, tako da so nas ljudje začeli prepoznavati, smo mislili, da bi dali kakšen bolj resen ime, ampak smo se potem odločili, da ne, da pač potem nas poznajo, da to smo mi in smo ostali Dorma Zeit. Je to po škofjeloško? Ja. Je po vaše. Ja, kot kvintet sem prebral, da najraje preigravate Avsenikove skladbe, da so vam blizu tudi Štirje kovači, za popestritev frajtonerico vzame v roke vaša pevka Brigita, kot ste že vi povedali. Radi pa igrate tudi originalne Slakove s 4-glasnim moškim petjem, kar je, lahko rečemo, tudi vaš prepoznavni znak. Ja, tudi v bistvu. Pred kratkim pa ste izdali svoj prvi CD, samostojni projekt. Preden bomo poslušali in spremljali vašo prvo pesem, ki je tudi na tem projektu, bi pa prosil, da malce predstavite svoj dosežek. Ja, ta v bistvu naš CD, prvi avtorski, je nekako pregled v bistvu vsega tega delovanja naših 5 let, ki se je nabralo v bistvu zdaj oktobra. Na njem je v bistvu tudi skladbe, so vse razvrščene približno v tem redu, kakor so tudi nastajale in se tudi nekako sliši malo ta naš razvoj, v bistvu, kako smo odkrivali vse skupaj. Je bolj kot ne delo nas, no samih smo veliko sami napisali, sami naredili, tako da se res čuti nekako naš utrip noter. Tako da tako, no. Nekako delo naših 5 let vseh skupaj. Hoteli smo lepo zapakirati in v 5-letnici podati naš časovni pregled, kaj smo sploh počeli teh 5 let in zato smo tudi izdali CD.
Ste pa za eno izmed pesmi, ki so na tem CD-ju, posneli tudi video spot. Mogoče kakšna beseda o tem, ta spot bomo danes tudi videli. To je naš prvi video spot. Je za našo polko, tako malo bolj moderno bi rekla, se mi zdi malo drugačno. Tudi violino se je Lenart zamislil, da bomo noter vključili. Tako da se mi zdi zelo zanimiv komad, tudi tako zanimiv besedil ima, tako resničen se mi zdi za marsikirga. Ja, marsikdo se lahko najde. Tako da jaz mislim, da bo kar zanimiv. In predlagam, da za uvod, za uverturo v tole oddajo pogledamo čisto sveži spot ansambla Dorma Zeit. Bine nas bo obiskal. Dame in gospodje, samo za vas, Bine! Bine bil je fantič, mlad, ki vsega je poznal, saj med dekleti rad je ogenčke prižigal, jih za nos je vodil in na dušo pil. Ti si moja draga, večno te bom ljubil. Bil je fant od pare, veliki šarmer, prav vse dokler ni naše lepe nižo zljubil, ga ujela je na svoje čarovnije, kot bi mignil svojo pamet je izgubil. Kaj ti pomaga, če si vitek in močan, prava deklita le iskreno si želijo. Laži, laži, laži mi, s časom vsaka stvar se razjasni. Laži, laži, laži še, enkrat pa na zanko ujameš se. In povabil jo na ples, prav vse do jutra sta vroče se vrtila, mu prišepnila je nežno na uho. Jaz sem tvoja, rada s tabo bi živela. To je Bine že od nikdaj si želel, je veselo skočil in glasno zavriskal, a veselje ni prav dolgo trajalo, že naslednji dan oči si je zatiskal. Kaj ti pomaga, če si vitek in močan, prava deklita le iskreno si želijo. Laži, laži, laži mi, s časom vsaka stvar se razjasni. Laži, laži, laži še, enkrat pa na zanko ujameš se. Laži, laži, laži še, enkrat pa na zanko ujameš se, ujameš se. Dorma Zeit ustvarjate lastne skladbe in jim skušate, kot smo videli, dati tudi razpoznavno noto, en pečat, po katerem ste prepoznani. Kaj je tisto, kar vas loči od drugih ansamblov? Jaz mislim, da malo že sama zasedba, ker radi vključimo violino. To je ena stvar. Druga stvar je pa te Lenartove ideje. On je bil prej v rock bandu in tudi mislim, da od tam kakšno idejo včasih potegne in malo vsekakor vpliva. In ja, predvsem pač ti njegove ideje, ti njegovi, ne vem, mislim, da kar precej akordov za narodno zabavno glasbo noter potegne, mislim, več kot in je bolj pestra. Malo drugačnih kombinacij, malo drugačne harmonije, se je v bistvu nekako vsak avtor se mi zdi, da ima svoje nekako take minimalne razlike, ki se pa
nasploh pol v skladbah, ki jih poslušaš, slišijo, da ko slišiš skladbo, rečeš, to je pa ta, ne. To so pa oni res. In zdaj pač, vsak, se mi zdi, da res čisto vsak, razen če nimaš res namena kopirati nekoga drugega, ne. Tako da že to se mi zdi, da prinese to zraven, ne. Eno pesem z vašega samostojnega albuma smo spoznali. Mi bi bili zelo veseli, če bi nastal še kak videospot. Je kje, v kakih načrtih še to? Je v načrtih vedno, ampak čas je tisto, kar nas vedno, naš cajt, kar nas vedno nekoliko špona nazaj, kako naj rečem, pač glede spotov, ker to precej časovno zahtevno, cel dan si je treba vzeti, vsi smo po službah. Tako da za vaje si vzamemo čas vsak teden vsaj enkrat, za špile tudi konc tedna, ampak za spot je pa kar malo pokombinirati. Zmanjka časa, Tako da tega smo snimali v jeseni, pomladi pa mislim, da si bomo spet lahko vzeli malo cajta in posneli še en spot. Idej je ogromno. Če se bo ponudila kakšna taka fajn priložnost, da zunaj jo snimamo, to bi sploh radi. Idej dovolj, ampak cajta ni. Glede na to, da ste imeli na dlani vse svoje pesmi, pa ste se odločili za tole, po katerem ključu ste izbirali, da boste naredili uverturo v snemanje spotov? Mislim, da smo mora biti že to, da se mi zdi res sploh taka in svoj stil, ne. Pa za mlade smo rekli. In res za mlade, se mi zdi, da mlado generacijo zna pritegniti, no. In tudi, kakor se je pokazalo do zdaj, jim je bil zelo všeč, no. In taka karakteristika komada, da smo nekako se za tega odločili, tudi recimo, ki je violina vklopljena noter, tudi že to nekaj, ne, da je res malo svoj stil, res. Poleg Bineta je na tej plošči še koliko preostalih pesmi? Še 9. Še 9, se pravi vseh skupaj 10, pa bi vaju prosil, da mogoče malce orišeta še preostale pesmi, da dobimo še tisti boljši občutek. Tematike so od ljubezenske, klasične, do naša Dorma Cajt prepoznavna je ene sorte domovinska. Ribičev dan je posebej priljubljen valček, ker je besedilo opisuje praktično Lenarta in njegov življenjski moto. Je pač treba gledati vse svetle plati. Tudi če kdaj nam kaj ne gre v redu, je treba pogledati svetle plati, stopiti naprej in ne obtičati v tistih težavah. Tako da ljudem je zelo všeč predvsem to besedilo, no? Sej, nekako je že Brigita povedala, res vse se najde tle noter. Se ne vem, greva kar po vrsti. Vse je tako, da je še malo drugačne, mogoče še, ko se luč ugasne. To je pa punca govori, misle si, da ji nič ne pristoji, nobena obleka. To je pa Brigitino besedilo? Tega nisem jaz pisal. To je pa tudi misle, da se punce zelo najde, oziroma se ženske v tem, da frizura ne stoji, nič nam ni všeč, ker bi rade šle ven. Ampak potem pa pride fant po nas, pa ni nič več važno, ker ko se luč ugasne, je vse dobro. Ste pa kar prisotni po celotni Sloveniji, kar veliko nastopov ste že imeli, veliko se jih že obeta, imate že na spletni strani tudi seznam. Kje pa radi nastopate in kje vse ste že bili do zdaj? V bistvu nastopamo, ne vem, če imamo prav tako kakšne posebne kraje. Načeloma je to zelo od ljudi odvisen, kar jih pa mislim, da res povsod najdeš. Vsak špil je drugačen, nikoli ne moremo reči, tu gremo pa tja, bo pa sigurno dobro ali pa zdaj bo pa tak. Ampak itak večinoma so to super žurke, super ljudi, nam pomagajo z svojo dobro energijo, da plešejo, da se zabavajo, običajno je super vzdušje. Tako da bi težko rekli, tukaj je pa res najboljše. Smo pa bližje po celi Sloveniji, razen na Dolenjskem, ampak imamo za letos napovedano poroko na Dolenjskem, tako da bomo tudi tja se pokazali. Smo bili pri Brlogi na koncertu. Tako da Slovenija je kar pokrita, no, bili smo pa tudi v Belgiji, pa v Nemčiji, pa na Češkem, v Belgiji celo 2-krat.
V današnji oddaji bomo slišali še nekaj pesmi, ki ste jih iz našega arhiva izbrali vi, ki so tako ali drugače z vami povezane. Ali so vam všeč, ali pa vas na kaj spominjajo. Bomo pa takoj, ko se vrnemo nazaj, predstavili tudi tole vaše gostovanje v tujini. Me prav zanima, kaj vas je odneslo tja. Naslednja pesem bo pesem ansambla kvinteta Dori, Zgubil sem klarinet. Zakaj sta izbrala to pesem? Mislim, da ta pesem odlično opiše našega Lenarta, ker vedno kaj pozabi ali pa zgubi. On je zelo zgubljen človek, kar se tiče življenja, na odru pa povsem drug. Na odru pa rastura, pa tukaj ful počasen, ampak na odru pa energičen 100 na uro. Je bila zelo fajn prigoda, ker sem v bistvu po enem špilu, sem pogledal, ko smo pripravljali si sceno, in sem iskal stojalo za klarineta, in nikjer ga nisem najdel. Sem rekel, kva zdaj to, a mora biti. Sem pa rekel, ja, prejšnjič, ne vem, če sem jaz ga pospravil, ne vem, a sem tam ga pustil, a kva, in sem ga iskal cel mesec. No, a pol pa po dveh mesecih, recimo, sem ga pa najdel v torbi točno tam, ko sem iskal. Noter stojalo in ja. Pa v Belgiji je izgubil 3 mikrofone, tako da pač ta pesem je Lenartova, tako da kar. Ja, spomnili se bomo kvinteta Dori in njihova pesem Zgubil sem klarinet. Skupaj fantje se marsikaj zgodi, če so muzikantje, krog njih se vse vrti. Plavšajo dekline na vsako roko 3, da domači pjebi zaškripajo zobmi. Zadnjič veselica gasilska je bila, vaška lepotica je z mano plesat šla. Moji muzikantje grdo so gledali, a domači pjebi so stiskali pesti. O Marija, zgubil sem klarinet, ko v grmovje sem jo bral, ker je nastal kraval. Kak ne reveš, iščem zdaj klarinet, saj dokler je fantov kaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, mar bi z nami le igral, pa ne bi bil škandal. Fanti, čujte, dajte nam klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Vaške lepotice ne vzamem, sploh si am. Moji muzikantje me strogo pazijo, pravijo, da špilov zastojnskih dosti bo. Marija, zgubil sem klarinet, ko v grmovje sem jo bral, ker je nastal kraval. Kak ne reveš, iščem zdaj klarinet, saj dokler je fantov kaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, mar bi z nami le igral, pa ne bi bil škandal. Fanti, čujte, dajte nam klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Hej! Pred tole pesmijo sta omenila, da ste bili tudi v tujini. Kako pa je ta pot nanesla in kam ste se odpravili? Ja, v tujino smo šli v bistvu zastopati našo občino 2-krat, to se pravi v Freising v Nemčijo in v Belgijo, kak je že bil tabor, je bil tabor? V Belgiji ima Smiheln. A ne, na Čiško, v tabor, ja. No, tam to smo šli v bistvu kot nekak predstavniki občine.
Škofja Loka, ja. In je bilo res vsakič zelo fajn. Res, z avtobusom smo šli, to se pravi, prvič je šla zraven še ena plesna skupina, drugič je šla plahmuska zraven, to se pravi pihalni orkester Škofja Loka. In res smo se zelo fajn imeli skozi, res odlična izkušnja. Poleg gostovanja v tujini, je pa treba omeniti tudi to, da znate poskrbeti za domače poslušalce. O 5. obletnici, ko je išla tudi vaša plošča, ste pripravili samostojni koncert. Pa bi vaju prosil, da malce poveste, kako je bilo in kak je bil utrip tega koncerta. Ja, res, oktobra smo imeli prvi samostojni koncert ob 5-letnici našega delovanja in izdaji prve CD plošče. Malo nas je skrbilo, prvič smo sami organizirali koncert, ampak nazadnje se je izpeljalo vse odlično, super je bilo, nabito polna dvorana domača. Gostje so super popestrili koncert, imeli smo poskočne muzikante in ravbarje, ter legendarni Mito Trefalt kot Košnikov ata je bil prav tako naš gost, ker z njim pa sodelujemo tudi že 3. leto, precej s Košnikovimi gostilnami, no nas skoraj vedno povabi sabo. Zato smo ga tudi mi povabili, kar nam je res v čast, no. Tako da ja, koncert se je super iztekel. Poslušalci so zelo pohvalili, so bili navdušeni, mi smo bili pa tudi, smo imeli zadoščenje, da smo skozi spravili tak projekt. Bil zelo pester tak koncept tudi narejen. Tako da smo v bistvu smo nekako začeli z našim prvim komadom, Dorma Cajt, smo se nabrali. In se v bistvu že takrat smo nekako tako speljali, da smo prihajali na oder, tako kot smo se tudi nabirali. Potem smo imeli tudi venček substitutov, vsi, ki so nam kdajkoli pomagali, ki so vskočili, takrat, ko mi nismo imeli cajt, recimo. Tako da smo tudi z njimi en tak venček naredili za vsakega en del ene skladbe, ki je recimo bila njemu najljubša ali pa značilna za njega. Pol smo imeli tudi... Predstavili smo večino naših skladb s CD-ja. Spot smo imeli noter tudi. Pa spot smo tudi predstavili, potem smo pa še malo naše druge žanre pokazali, ki jih tudi igramo. In smo tudi eno dalmatinsko zaigrali, pa eno zabavno, malo rockersko, ki je pa tudi Lenartovo avtorsko delo, da smo se še pokazali kot rockerji. Kako pa ste Dorma Cajt glede oprave? Ste prepoznani tudi po tem ali obleke izbirate glede na priložnost, na kateri igrate? Lenart je prepoznaven vsekakor z njegovim klobukom, drugače pa pač hlače, srajco, da so usklajeni fantje, če je pa želja ali pa če gremo v tujino ali pa kakšen tak koncert, pa vsekakor narodna noša. In kako narodno nošo zdaj že hitro spravite nase? Ja, zdaj smo že kar zverzirani. Naslednja pesem, ki bo popestrila današnjo oddajo, pa je Cowboy Joe. Joe, odkot pa ta pesem? Ta skladba nam je pa tudi zelo pri srcu, zato ker jo tudi sami igramo. Aha. Igor in Zlati zvoki so ansambel, ki jo izvajajo in tudi Igor je iz naših koncev, da še povezava. Jelka pa iz naših. Jelka pa iz naših, ja. Pa pri Majku smo snimali tudi en komad, dva komada celo. Tako da ja, nekaj povezave je eno. Tako da bo Cowboy Joe zdaj na sporedu tudi v naši oddaji. Sem deklica še mlada in fante gledam rada, a nisem takega še spoznala, da bi oddala mu srce. Pa kar naprej izbiram, z vsakim malo šmiram. Moj sosed Luis ima pa bratranca, je Cowboy Joe z Amerike. Oh yeah! Hej, ti si prima punca, na tebi vse se gunca. Najrajši bi na ranč te odpeljal med moje lepe kravice. Takoj te bom oženil in v srček te zaklenil. V Ameriki boš my lovely lady, ta prava cowboy deklica. Iha! Tale Cowboy Joe je zmešal deklico, preštejmo mu vsa rebra in kosti. Potlej pa še šrango plačal bo drago, svet deklet pač pri nas poceni ni.
jasnega udarite. Važno ni, če si starejši ali mlad, en pogled in srce ujame se. In z njim se poročila, pakiram svoje kufre in balo, se z njim v Ameriko letim. Oženil sem Slovenko, dobil najlepšo ženko. Saj taka rožice na tem svetu, samo v Sloveniji cveto. Tale cowboy Joe je zmešal deklico, preštejmo mu sarena in kosti. Potnej pa še šrango plačal bo drago, svet deklet pač pri nas poceni ni. Ko zaljubiš se, ni mej in ne pregrad, kot strela z jasnega udarite. Važno ni, če si starejši ali mlad, en pogled in srce ujame se. V prvem videospotu smo spoznali vašo lastno pesem, zdaj smo poslušali že dve skladbi, ki so tako ali drugače povezane z vami. Prej sta omenila, da igrate ob različnih priložnostih. Kaj pa repertoar? Kaj je tisto, kar vi ponujate svojim obiskovalcem, poslušalcem, gostom? Repertoar imamo mi zelo, tako bi rekel, raznolik, no. Poskušamo res ugoditi čim več ljudem, čim širši publiki, tako da imamo narodno, zabavno, imamo od kvintetov, trio, vse variante, no. Čim več različnih izvajalcev poskušamo pokriti, tudi od kakšnega ne samo en komad ali pa dva, ampak da imamo čim več izvajalcev pokritih. Tako da zabavno je pa v bistvu od skoraj že disco popa do popa, jugo-rock, rock, tak tudi malo bolj povoren rock, ne vem. Mi dva tudi špilamo veliko, pa status quo, pa tak je tudi za stare rockerje se najde, tako da. Pa je kdaj taka priložnost, da celoten repertoar pride v poštev? Ja. Mislim, da bi vse komade porabili, se še ne naredila. Ker se zvrsti. Pa absolutno, ja. Ja, predvsem, ne vem, na kakšnih 50-letnicah, te, ki so zdaj okrog 50 let stari, so skoraj vsi rockerji, ti stari rockerji. In so res te dobre stare rockerske komade žurajo, so pa mladi njihovi otroci, ne vem, stari okrog 20 let, oni pa bolj poslušajo to jugo... Kakšna gajba puna in piva. Ja, te moderne jugo komade, ker s temi pa potem še te mlade spravimo na plesišče. Tako da ja, čim bolj raznoliko treba igrati, da za vse pride. Kako pa je pri vas s temi novimi pesmimi? Ljudje hočejo tudi hite, spremljate radio sceno, pa potem vadite te pesmi. Kako pa pravzaprav to pri ansamblih poteka v praksi, da začnete izvajati neko drugo pesem? Ja, nekako se moraš prilagoditi vsake toliko cajta, malo biti v trendu sprot. Tako da mi sploh zdaj, recimo, tale obdobje, ki bo januar, februar, marec, ki imamo mogoče malo več časa, zato sploh zdaj bomo nasploh prenovili oziroma posodobili naš repertoar, da damo še kakšen hit od letos noter, pač tak je zdaj aktualen. Drugače pa sprotjo, tudi v bistvu ljudje, ki nam dajo predloge sami, recimo za poroke, za obletnice. To ne rajš vidno, da je res tisto gramo, kar nam oni tudi kaj povejo, kakšen komad, ki se ga želijo posebej. In zdaj, če je šansa, seveda mi to naštudiramo, pa pol tudi vključimo v repertoar, če se obnese, če je nekako
ta prav. Tudi zdaj skozi več na porokah želijo pari za solo plese, kakšne posebne pesmi. Pa razne kombinacije. Pa kombinacije, mikse, ki z veseljem tudi se jih naučimo. Se en je poroka, res je en poseben dan in se ga morata zapolniti, mladoporočenca. In pri teh solo plesih po en stran je težko, ker je res treba do popolnosti vse pripraviti. Po drugi strani smo pa zelo veseli, da nam zaupajo, da nam dajo možnost, da se to naučimo, da ne prenesijo samo USB ključka, tako da tudi zelo delajo, ampak da mi to odigramo in ponovadi se super obnese. Mi smo veseli, one dva sta vesela, da imata res nekaj posebenega in je super, se mi zdi. Zdaj smo v tem prvem delu oddaje malce pogledali nazaj, kaj se vam je že vse zgodilo, verjetno pa so zdaj že kakšne želje, kakšne novosti, ideje tudi za naprej. Kaj pa bo Dormacajt počel še letos, kar se tiče ustvarjanja poleg nastopov, seveda? Ja, pripravljamo drugače, imamo, to se pravi, koliko komadov zdaj? Že na novo. 3 komade imamo zdaj v povojih, bi rekel. Eni že posnet zunaj, ker je božični in smo ga zdaj ta čas predvajali, ti 3 so pa zdaj nekako zasnovani, ampak še ne dokončani. In bomo zdaj nekako v tem, to se pravi nek do marca mora biti, naredili še te 3, tako da pol te 3 nekako počas grejo ven. Mora biti kakšen festival še pol. Kak pa je vaš odnos do festivalov? Jih spremljate, se prijavljate, se boste kam prijavili? Ja, v bistvu mi nekako zdaj na festivale nekaj smo že hodili. Načeloma je tako, zdaj eni so nam malo bolj pri srcu, eni malo manj. Je pa, mislim, nas recimo sploh to nas malo pri festivalih odbija, ker mogoče žirija je dostkrat tako, da veliko rajš vidijo, da ansambl pride z eno skladbo, ki jo je kupil od enega odvejavljenega tekstopisca in potem tisto špila kot njihov komad, in seveda, ker je ime, je dober komad že kuj od začetka. Ker recimo mi pa imamo zelo tak način, da sami delamo vse, in se nam tudi to zdi prav in boljš, seveda, bolj raznolik. Ampak zaenkrat glede tega še nismo dobili pozitivnega odziva, glede svojega lastnega ustvarjanja, ampak se prebijamo naprej in upamo, da se to enkrat spremeni. Seveda, ker je seveda tudi prav, da je ta volja in energija, ki žene glasbo naprej. Naslednja pesem, ki jo bomo slišali, je pa Sobica za 2, to je pa ansambel Juhej. Zakaj pa sta izbrala to pesem? To pa v bistvu ki taka, res nam je lepa, Jo tudi vi igrate? Romantična. Ti še ne igramo, ampak imamo pa na seznamu prihodnih skladb, ki so se zala učiti tudi to. Tudi to, ja. Tako da bo prišla na vrsto, upajmo, da čim prej. Ja. Dobro, ansambel Juhej in Sobica za 2. Čisto majcena, njej pa vedno sonce sije, saj sva mi dva tu doma.
zatvale majhno okno ima in ko lunca naju gleda, nagajivo se smehlja. Sobica za dva je čisto majcena, je pa vedno sonce sije, saj sva midva tu doma. Saj sva midva tu doma. V začetku današnje oddaje sta omenila, da ste vsi doma bolj na kupu. Kje pa vadite? Pri kom doma? Direkt na sredini. Vadimo na sredini, ja. Doma smo od Škofje Loke do Dražgoš. Vadimo pa pri nas doma v Doleni vasi, ki jo zdaj vsi poznajo po Petru Prevcu. To je tam, v vašem koncu. Ja. Tam, to je njegov rojstni kraj. Ja. Kako pa so videti vaše vaje? Ja. Najprej se zberemo, običajno zamujamo. To je že prvi prepoznavni znak. Potem pa vadimo, dokler cajta ne naredimo tistega, kar smo si zadali. Včasih je to 2 uri, včasih je to 5 ur. Je pa to običajno med tednom. Ja. Pa ponavadi začnemo okoli 8-9, ker marsikdo še po šihtu. Pa ne vem, lahko je do polnoči, lahko je tudi malo dalj. Kakar je, ja, to kdaj naredimo. Začnemo, odvisno prejšnje vaje si običajno določimo, kaj bomo delali zabavno, bomo delali narodno zabavno, da se tudi malo pripravimo, da hitreje poteka. Potem pa ne vem, malo vadimo, malo delamo finese. En parkrat tudi, da se v bistvu včasih tudi dobimo tako, da sam sekcije, recimo samo trio, to se pravi harmonika, kitara, bas. Oni posebej vadijo, vokali posebej, trobenta, klarinet posebej, in se to pol skupaj. Drugače pa ja, nekako načeloma gremo najprej čez skladbo in pol, ko vidimo, kje je za popravljati, pa gremo pa po delih popravljati in izboljšati. No. Kaj pa 6 ljudi na kupu, je težko usklajevati, odnosi so v redu, pride kdaj tudi kakšna huda kri vmes? Odnose moram potrkati, so zelo v redu, res se zelo dobro zastopimo. Zmeraj večino je dobra volja, smejemo se ogromno, ko smo skupaj. Glede tega tudi vse resne probleme načeloma smo zdaj skozi rešili, da smo se dol usedli, pogovorili. Ja, glede tega res nimamo težav, k sreči, to moramo zelo pohvaliti. Je pa težko uskladiti 6 ljudi, čisto različnih, z različnimi obveznostmi, čisto tako zaradi časa, da se uskladimo, ampak vedno najdemo skupen termin. Pač, če nekdo kakšno drugo stvar odpove, ampak vedno se uskladimo. No. Kaj pa ta tako imenovani show program, povezovanje, pa kakšne šale in podobno, ste vsi za vse? Ja, tudi to imamo porazdeljeno. Nekdo ima eno stvar, drug ima drugo, pač razdeljene naloge, da ni v bistvu, da vsak mal pripomore zraven, tako da skupaj nam rata. Imate pa tudi čudovito spletno stran, se je treba pohvaliti. Aktivni ste tudi na socialnih omrežjih, pa bi mogoče malce to predstavila. Ja, spletno stran imamo sedaj bolj na frišno, bi rekla, šele par mesecev. Gor lahko si pogledate naše opise, našo zgodovino, bi lahko rekla, in tudi kdaj imamo špile. To posodabljamo, no, kar redno. Na Facebooku pa kar redno objavljamo tudi, pač kaj se nam dogaja, aktualne dogodke, ki smo, kaj delamo, da tudi naši poslušalci. Nagradne igre vsake toliko cajta, kakšne pa. Da lahko nas spremljajo, da vidijo, kaj se z nam dogaja. No? Tako da smo v stiku z ljudmi. Glede na to, da je leto še mlado, da se še pravzaprav ni dobro začelo, je kaj takega konkretnega, kar ste si poleg nastopov začrtali, da bi radi dosegli, da bi radi doživeli v tem letu? Ravno ta petek bomo imeli sestank, kjer bomo to si začrtali in dorekli. Ampak jaz mislim, da so to spet novi komadi, še izboljšati to, kar imamo že do zdaj.
absolutno spot posnet še kakšen. Pa kakšen en festival, potem pa to že po mojem čez glavo dela. Itak se pa sprot potem še pokaže, kakšna stvar vmes pride, tako da dela ne zmanjka. Kako pa je najhitreje priti do vas, če vas želi kdo najeti za igranje? Najlažje je poslati e-mail na ans.dormazeit@gmail.com. Je ta naslov tudi na spletni strani? Tudi na spletni strani in telefonska številka je tudi na spletni strani, tako da tam si lahko vse pogledate ali nam pišete na Facebooku. Se pravi, tisti, ki vas želi dobiti, bo to lahko tudi hitro uredil. Ja. Ob koncu našega prijetnega pogovora pa imate gotovo tudi kako lepo misel za naše gledalke in gledalce. Ja. Novo leto se je začelo, nove priložnosti, nova doživetja, nove melodije. Zato vam želimo uspešno, zdravja polno in z glasbo prepleteno novo leto. Ja, in tem lepim željam se pridružujemo tudi mi vam, da bi vas spremljala ta dobra volja skozi vse leto, da je ne bi zmanjkalo, da bi bili tudi vi vir navdiha za svoje poslušalce in goste na prireditvah. Sklenili pa bomo s še eno pesmijo, ki ste jo izbrali iz našega arhiva. Oktobra se veselim. Začeli smo z vašim jubilejem, s 5. obletnico in ta naslov je nekako povezan z vašim praznovanjem, kaj ne? Celo leto smo se veselili lanskega oktobra, kdaj bo prišel, da bomo imeli koncert, izdali CD in zato nam je bila ta skladba tudi zelo pri srcu. Lenart in Brigita, jaz se obema res lepo zahvaljujem, ker sta prišla tudi v naše konce. Pozdrave pošljite še preostalim članom ansambla in upam, da če ne prej, ko bo naslednja zgoščenka zunaj, da spet prideta, se oglasita in da malce poklepetamo. Hvala vama, ker sta prišla. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za ogled današnje oddaje. Mi se spet srečamo prihodnji ponedeljek. Danes oblekla zopet si bom nekaj lepega in šla bom sama tja, se zabavala. Danes, kot vsako leto, bo spet nori mega žur in pivo teklo bo do zgodnjih ur. Svetlo in temno pivo spet v kozarcih se iskri, mrzlo pa še mi, 1, 2 ali 3. Letos Oktoberfest bo takšen, kot ga ni bilo, saj punce hude smo, ko strižemo. Oktobra se že veselim, da mojim fantom pir delim, jaz stisnem v sebi ful močno, rečem si, hej ti, všeč si mi, če prideš k meni še za šank, z nasmiškom rečem vielen dank, za 3 evrov ali 2 pa še poljubček se dobiti da. Pivo spet v kozarcih se iskri, mrzlo pa še mi, 1, 2 ali 3. Letos Oktoberfest bo takšen, kot ga ni bilo, saj punce hude smo, ko strižemo. Oktobra se že veselim, da mojim fantom pir delim, jaz stisnem k sebi ful močno, rečem si, hej ti, všeč si mi, če prideš k meni še za šank, z nasmiškom rečem vielen dank, za 3 evrov ali 2 pa še poljubček se dobiti da. Če prideš k meni še za šank, z nasmiškom rečem vielen